AMZS Idealna linija je bila v Krškem na 4. preizkušnji voznikov minimota in skuterjev za točke državnega prvenstva. V Pragi sta bili 2 preizkušnji svetovnega prvenstva v Speedwayu, ki se žal nista išli po željah našega Mateja Žagarja. AMZS se pridružuje Dnevu slovenskega športa 23. septembra 2020. Na motorju vedno iščem idealno linijo, AMZS jo pa že ima. Spremljajte motošportno oddajo in delite jo z drugimi. Proga Raceland v Vrbini pri Krškem je bila prizorišče 4. dirke voznikov minimota in skuterjev za točke državnega prvenstva. Preizkušnjo so organizirali prizadevni člani AMTK Koper. V razredu skuter je v boju za naslov državnega prvaka zelo napeto. Tudi tokrat sta se do zadnjega atoma moči borila Nejc Kogovšek in Klemen Švara. Sem se malo šparal in zapiral sem linije, da me ne more prehiteti. Na koncu mi je ratalo speljati prvo in drugo dirko, da sem bil prvi. Ne? Zmagovalec tokratne preizkušnje za Kogovškom, sicer vodilnim v skupnem seštevku, zaostaja 13 točk. Bo treba iti trenirati, če bomo hoteli kaj več doseči. V kategoriji minimoto otroci 2 se je 2 zmag veselil Tadej Maver Guštin, čeprav mu ta proga ni pri srcu. 2018 sem kar fajn hudo padel, pa ne, malo še smeril spomeni. Tudi zato na začetku ni bil najbolj suveren, a vseeno je znal iz sebe in motorja izvleči vse, kar se je dalo. Štart je bil malo problematičen, sem pol pridobil. Prišel sem drugi, pol sem pa se mogel dajati za prvo mesto. Si pa nisem pričakoval tako visokega rezultata, glede na to, da je to moja najslabša pesta. Na zmagovalnem odru sta vodilnemu v skupnem seštevku točkovanja za državno prvenstvo družbo delala klubska kolega Taj Komel na 2. in Matija Kodarin na 3. mestu. V kategoriji minimoto otroci 1 je tekmoval samo Tristan Rupeli. Vozniki supermota so se merili v pokalnem prvenstvu. Prva vožnja je pripadla Nejcu Kržiču, v drugi pa je bil Edi Rupeli premočan za vse in je tudi dobil tokratno preizkušnjo. Tretji na zmagovalnem odru je bil Tilen Peroci. Tudi pokalno prvenstvo voznikov skuterjev je bilo zanimivo. Družinski obračun Andreja in Zdravka Ramšaka, sicer sina in očeta, je dobil mlajši. Navdušili so tudi najmlajši, ki so se merili v kategoriji promo. Gre za otroke, ki se v motošolah šele učijo dirkaških prvin in ne spoznavajo prve zakonitosti tekmovanj. Današnja dirka mi je bila zelo všeč in sem zadovoljen s prvim mestom. Sedmerica, ki se je tokrat pomerila med seboj, si bo nastop na dirki najbrž dobro zapomnila. Nanj pa jih bodo spominjala tudi priznanja in pokali. Najboljši vozniki Speedwaya so opravili s 3/4 svetovnega prvenstva. 2 dirki v Pragi se žal znova nista iztekli po željah slovenskega šampiona Mateja Žagarja. Na 5. preizkušnji sezone je pristal na 14. mestu. Na 6., ki je bila prav tako na stadionu Marketa, pa se mu je uvrstitev v polfinale izmuznila le za las. Po 20 vožnjah je zbral enako število točk kot Max Frik in Emil Sajfudinov, a mu je pripadlo samo 10. mesto. Zmag na obeh dirkah se je veselil Bartoš Zmarzlik. Avtomoto zveza Slovenije se pridružuje pobudi Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez, da se s prazničnim dnevom slovenskega športa 23. septembra poveča zavedanje o pomenu telesne in športne dejavnosti. V času epidemije novega koronavirusa je AMZS na svojih digitalnih kanalih objavljal video nasvete za trening v domači telovadnici. Ti bodo znova aktualni v zimskem času, ko bo manj možnosti za zunanjo vadbo. Prav tako AMZS vabi, da se na praznični dan preizkusite tudi v spletni dirki na stezi Centra varne vožnje na Vranskem. V
V soboto 26. septembra bo v Krškem domače avtomoto društvo organiziralo dirko državnega prvenstva v Speedwayu za posameznike. Prav tako v soboto 26. septembra bo v Šentvidu pri Stični druga dirka sezone za točke državnega prvenstva v cross countryju. V nedeljo 27. septembra se bodo v Idriji tretjič letos za državno prvenstvo pomerili tudi vozniki triala. Glejte AMZS idealno linijo in podpirajte slovenski avtomotošport.